astrologija je totalno falila vodnarje, pa tudi kozoroge seveda. Ampak to, da naj bi bili vodnarji ljudje, ki naj bi prenašali svobodo in mir in poštenost, to je daleč od resnice. To je zelo, zelo daleč od resnice. Vodnarji pač, saj ne rečem, vse so sposobni, kolikor so sposobni, so pač na nekem višjem nivoju kot večina ostalih, ali pa več kot polovica znamenj. Ampak dejstvo je, da vodnarji ne prenesejo ljudi, ki več vemo, več vidimo. Smo bolj sposobni, bolj talentirane in nas poskušajo na vse možne načine ukalupiti. Ljudi poskušajo, oziroma vse ljudi nekako popredalčkajo v svoje predalčke, se pravi, v bistvu vodnar podpira matrico v tem smislu. Zato, ker energija vodnarja, kolikor je delno osvobojajoča za nekatere posameznike, ki so pod njimi seveda, po sposobnostih, po sreči, po ne vem čemu pač, vse ostale zatira in manipulira in se okorišča na njih. Torej, vodnar je v bistvu znamenje opresije, znamenje oviranja napredka človeštva, znamenje utrujanja ljudi, parazitiranja na ljudeh. So izredno posesivni in materialni, izredni materialisti, oba spola, ne. In poslužujejo se nepoštenih tehnik pri tem, da pridejo do tega, kar želijo. Se pravi, so zelo kriminalci pod krinko. Tako da, kdor zaupa vodnarju, glejte, ali pa vodnarki, če mislite biti izigrani in zmanipulirani in bi rekla v nič dani oziroma ponižani, pol se z njimi ubadete, drugače pa svetujem, da ne.